Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Občinski svet občine Bohinj se je v četrtek sestal na 5. redni seji občinskega sveta, na kateri so sprejeli tudi prvi rebalans letošnjega proračuna. Sklepe seje povzema župan občine Bohinj Jože Sodja. Moram reči, da teh 20 točk, tudi na koncu so bile pobude, da se to ne dogaja, vendar smo imeli zaradi poročil, ki smo jih morali objaviti, teh 20 točk, ker na seji smo obravnavali odlok za lekarne, ki je bil v pripravi, bom rekel, drugo branje že od lanskega leta, smo bili dolžni, da ga čim prej spravimo k življenju. Potem je bilo pa kar nekaj poročil, to policije, redarstva, OZG, Gorenjske, to je zdravstvo, potem knjižnica, šola, sprejemal se je nov odpiralni čas za šolo, tako da je kar nekaj in pa glavno seveda rebalans ena, ki smo ga pa morali speljati zaradi investicij, ki jih imamo v Bohinju, da lahko potekajo naprej. Mislim, da rekel je bila kar dosti hitro izpeljana in moram reči, da se zahvaljujem tle potrpežljivosti svetnikov in bodoče moramo paziti, da bomo te točke nekako zmanjšali. Mislim, da je to preobremenjujoče. Res je to, kot je bila pripomba svetnikov, da pri velikih točkah zadnje točke niso več tako, bom rekel, strokovno ali pa obdelane, kot bi lahko bile. V Planini pod Golico so tudi letos pripravili prireditev Planica pod Golico, na kateri se zberejo navdušenci nad smučarskimi skoki in nekako obnovijo marčevsko dogajanje v dolini pod Poncami. Seveda na nekoliko drugačen, zabaven in šaljiv način, a po drugi strani tudi pri tem tekmovanju vladata resnost in športni duh. Tukaj je že skoraj tradicionalna, že 4. Planica pod Golico, repriza finala svetovnega pokala, ki je vsaki tretji vikend v marcu v Planici. Tam je rečemo 70 tisoč, 80 tisoč gledalcev, tukaj pri nas jih je mogoče 7 tisoč ali pa tudi 700, ampak še zmeraj je to čista kopija, čista repriza tekmovanja v Planici, sicer na maketi skakalnice v merilu 1:16,7, vendar nič ni bolj sproščeno, kar se tiče samega tekmovanja. Tukaj se skačejo tudi rekordi. Upam, da bomo danes v drugi seriji tudi videli kakšen rekord. Upam, da nam bo žirija pod vodstvom Jelka Grossa, vodja tekmovanja, se pravi Cena, dovolila, da bomo hitrosti zvišali in da bo šlo tudi dol. Skakalnica je pripravljena do samih rekordov, tako da naklon radiusa je še zmeraj, v radiusu imamo še zmeraj 13 stopinj na 260 metrih, tako da me ne skrbi za varnost tekmovalcev. Skakalnica je odlično pripravljena, zalet je leden, doskok je mehak 5 cm v globino, skakalci so varni in želim samo varnih in dolgih poletov in tudi pričakujem varne in dolge polete. V prvi seriji nam ni noben padel, upam, da tudi v drugi seriji ne bo, ker pogojev za padec ni. Razen, če skakalec sam naredi napako. Tako da gremo na rekord, gremo na zmago. Number 12, representing Norway, nummer 11 fra Norge, Johan André Forfang. Cena Rasinger, ki stoji tam dol na konci steka, je zaljubljenec v skoke. On je leksikon skokov. Če rabite kakršenkoli podatek od leta 50 pa do danes, za katerokoli tekmovanje, vam bo on točno povedal, kdo je skakal, kako je skočil, koliko je skočil, kakšen kombinezon ima oblečen, kakšno čelado ali kapo ima, ali pa kakšen pulover. Tako da to je legenda, zraven je pa tudi konstruktor vseh teh skakalnic. Te skakalce sem jaz v bistvu že smučke imel, take majhne smučke, pa sem jih snega skakalnico naredil, pa sem jih spuščal, so kakšen meter skočile, pa sem jih začel risati, pa z papirja pa gor na tele, ki so pa zdaj, tole imam pa 20 let take, sam to je pa že bolj zahteven del, in so vsi v merilu narejen, pa vsak ima svoj obraz, sliko pa to.
Tudi po velikosti so narejena, ne? Od 1,65 m, ki je najmanjša, ne, do 1,90 m je pa 6 cm, 1 meter. Ne. Tako na skakalnici, da je vse v merilu narejeno. Drugače pa to delam že skoraj 50 let. Ne. Glasbena šola Jesenice je ob koncu leta pripravila koncert, na katerem so učenke in učenci, staršem ter tudi ostalim obiskovalcem predstavili, kaj so se naučili. Leto je naokoli, lani smo gostili pevske soliste in operne arije. Letos, kot ste slišali, smo se lotili klasičnega koncerta, izredno zahtevnega. Povabili smo solistko Leto Križanič-Žorž in Mašo Cilenšek na flavti. Obe sta stari znanki glasbene šole Jesenice, mladi virtuozinji, in izvenel je trostavčni klasični koncert. Orkester zveni vsako leto, lahko rečem, kar bolj izbrušeno. Bomo pa seveda še delali, posebej, kadar se nam približuje nov program, seveda spoznavamo nove vsebine in moram reči, da letos, ko sem jim dala na pult Besa me mučo, se jim je kar zasmejal in mislim, da je čas, da se lotimo tudi zabavne glasbe. Naj ostane skrivnost, katere goste nameravamo povabiti medse, ampak mislim, da zna biti program in gostje in seveda tudi naše igranje atraktivno v naslednjem letu in bo naš letni koncert, mislim, da kar poslastica glasbena. Za vse, ki pa danes niso bili na koncertu, pa to sploh ni zamujena priložnost. S tem čudovitim programom se bomo predstavili 1. junija v Kranjski Gori ob 7:30 zvečer v Ljudskem domu, kjer bomo predstavili celovečerni program, torej Mozartov koncert, istrsko suito Alda Kumarja, pa tudi Cvetje v jeseni in Kavalerijo rustikano in dodatek zabavno glasbo. Člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Podkoren so včeraj preizkusili svoje znanje in usposobljenost ter uspešno izvedli gasilsko vajo. Ni bila to klasična mednarodna vaja 3 dežel. Jaz osebno jo rad imenujem vaja 3 društev 3 dežel. To so prijatelji iz Rigersdorfa in prijatelji iz Uku. Letos smo imeli pa za goste tudi Topolšico, ki je naše pobrateno društvo. Vaja je potekala sledeče. Scenarij je bil tak, da se je vžgal bivši gostinski objekt na Korenskem sedlu, zapuščen objekt, in ogenj se je razširil kasneje tudi na travnik in sosednji gozd. Iz slovenske strani smo izvozili PGD Podkoren s 3 vozili in 13 gasilci. Za nam se je pridružilo pobrateno društvo Topolšica z 22 ljudmi in 4 vozili. Z avstrijske strani s štartom v Strmcu, to je Krajnberg, so izvozili Avstrijci, Rigersdorf s 3 vozili in Ukve, Italijani, z 1 vozilom. Avstrijska posadka je štela 12 ljudi, 5 pa je bilo Italijanov. Ponesrečenca smo imeli, ponesrečenca je igral kar naš gasilec, ki se je poškodoval pri vstopu in iskanju požarišča. V objektu samem obstaja dejansko odprt jašek, ki se ga v temi ne bi videlo, zato je bila kompletna zadeva zelo realno zasnovana. Naš gasilec je bil seveda obveščen, kaj mora početi, in potem so nastopili Topolšani z reševanjem in gašenjem. Pregledovanje prostorov in iznos nevarnih predmetov je na koncu opravilo društvo Rigersdorf. No, danes je organizirana vaja
v bistvu 3 dežel, če temu tako rečemo, ki je organiziralo prostovoljno gasilsko društvo Podkoren. Na vaji sodelujejo tudi pobrateno društvo Podkorena, to je kolegi iz Topolšice in pa seveda avstrijski kolegi in pa italijanski kolegi. Vaja je organizirana tu na Korenskem sedlu, se pravi na stičišču pravzaprav vseh teh društev razen Topolšice. Požar je na objektu tu za menoj in seveda zelo sklejeno to vajo vodi Anže Svrzikapa in moram reči, da tu ni ovir jezik, saj to se je danes pokazalo in tudi ni ovir v tehniki, ni ovir v sodelovanju. Skratka, vsa društva, vse enote delujejo usklajeno, dobro in sicer vaja še poteka, ampak prva ocena te vaje je odlično. V dvorani Vitranc v Kranjski Gori je bila sinoči prireditev TEDx. Zanimivi govorci so predstavili svoje življenjske zgodbe in poslanstva. Govorim seveda o 15. stoletju, ko so v naše kraje večkrat prodrli Turki, da bi oropali naše hiše, pobrali naše fante, za janičarje odpeljali v Belo Turčijo in teh turistov nismo imeli radi, a ne? Ampak a veste, da se je pa zgodila ena zanimiva zgodba, in sicer 6-7 km zahodno od Kranjske Gore v vasi Rateče. Za konec je sledil še nastop skupine Čupakabra, žonglerske in ognjene skupine, ki ustvarja na področju cirkusa. Vila Šumica v Kranjski Gori dobiva novo podobo. Podjetje Jub se je odločilo, da jo odene v nove, sveže barve. Tako kot pri letovanju otrok, tudi pri prenovi izdatno pomagajo donatorji. Rokave so zavihali tudi ZDPM-jevci in 30 prostovoljcev. Če rad delaš, pa da rad pomagaš, je nekaj najboljšega, da lahko delaš, ko pomagaš, kaj češ lepšega, ne? Smo tako zelo hvaležni, veste, vsakemu donatorju, vsakemu podjetju, ki nam pomaga, da hišo vzdržujemo in da jo tudi ohranjamo. Vilo Šumica so zgradili konec 18. stoletja. Pred četrt stoletja so jo prevzeli Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. In verjemite mi, da je zelo zahteven za vzdrževanje in seveda tudi veliko stane. Saj je objekt spomeniško zaščiten. Čaka jih še menjava strehe, kot že rečeno, pa nov plesk dobiva te dni. Malo spremenili, malo osvežili. To je cirka 600 kvadratov, odločili smo se za tople barve. 20 litrov rumene, zelene, oranžne in bele barve bodo porabili. Upamo, da bo jutri končano do kosila, tako da se lahko naslednja skupina otrok čim prej vrne. Je v hiši 72 otrok, tudi toliko je kapacitete. Letno je pa okoli 2600 otrok samo v Kranjski Gori. Kjer bodo čez mesec prebivali tudi otroci iz projektov Botrstvo in veriga dobrih ljudi. Verjamejo, da bodo hvaležno uživali kot že 1000 otrok doslej. In kot ob dobrodošlici pravi oskrbnik Vile Šumica, tukaj naša pravljica nastaja in izvira iz najlepšega kraja. Da bili bi srečni čisto vsi, deli srečo tudi ti in hvala, ker jo deliš z nami. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Joga za otroke z Ano Kersnik Žvab bo v knjižnici v Kranjski Gori v sredo ob 16. Delavnica s Katjo za otroke in starše bo v knjižnici v Mojstrani v sredo ob 17. Prireditev Red Bull Goni Poni bo v Kranjski Gori potekala v soboto 1. junija. Svetnice in svetniki občine Kranjska Gora se bodo v sredo ob 17. zbrali na redni seji občinskega sveta. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!